rekel samo govor, vse življenje je bil zvest eni hiši, ne, to se tako sliši. Ti si v drami od, ne vem, od tvoje, po akademiji, ko si dobil Prešernovo študentsko, ne, tistega 81. če se motim, ne, si šel direktiva v dramo in si v drami ostal in si tam v tem kolektivu prvakov, ne, meni je vedno nam je smešno, da v bistvu koliko si prvakov v SNG drami veliko, ne? Res ne, ampak je predvsem najbolj, ne? Vsi so neki točkovni sistemi, niso? Ja, so, ne, ampak to smo tiho. Smo tiho, zaradi tega, ker se bojiš, to je mogoče tisti prvak. Zraven tebe, pa on misli, da ti nisi, recimo. Je bolj še biti tiho. Fajn, da si mene pogledal, da se rekel prvak. Vsak je na svojem prvak. Pred tem pogovorom sem se pogovarjal mogoče z dvema režiserjema, z dvema igralcema, mogoče moje generacije po letih. In vsi dobesedno rečejo, Igor je precizen, natančen, deloljuben, miren in tako naprej, tako da ne bom preveč teh pridevnikov ti naložil. Zanimivo je, da sta v bistvu oba sogovornika zelo tak redoljubna, natančna, če pogledaš Stojanov arhiv ali pa kako on te fotografije pošilja, kako čestitke pošilja, kako ti recimo je tudi sposoben ti kravato popraviti ali pa obratnik, ali pa ti celo pogledati obleko ali pa ti neposredno v oči neko dejansko stanje povedati, da bi se kaj izmišljal. Se mi zdi, da sta v tem kontekstu si zelo podobna, ampak vseeno, če ostanem pri tebi, ta slava, mislim, ti lahko zleze čez glavo, ali misliš, da je ta slava zdaj že s temi leti, ki si jih nadel na križ že mimo? Namreč imaš ljudi, ki živijo samo v slavi, potem eni živijo samo na robu, eni so potem samo, ki nekaj brskajo po življenju. Slava pri nas je itak nekaj čisto, mislim, mimo grede, ne? Ja, jaz veš, da ne boš razumel, jaz ne mislim egocentričnost, pa posebnost, pa nekaj vse, ampak ta slava tipična, da si nekaj. Mislim, to jih hočem reči, da to je pri nas opoteče, ne? Vse vemo, kakšni smo, ne? Čim ima sosa pred debelo kravo, da mu je treba nekaj mu je narediti, no. Vsaj slavo, no. Taki smo, mislim, to je naša natura, ne? Tako da jaz se na to nisem nikoli, to mi žena reče, te včasih, ki grem ves prestrašen ven, pa jaz sem v bistvu zelo sramežljiv človek, ne? To, da govorim zdaj tukaj, je meni velikanski napor, meni je najtežje tako govoriti, ampak se pač nekako skupaj vzamem, ker je to del protokola, ne? Mislim, celega protokola, moram reči, da recimo najrajše vidim, če sem pač sam s svojimi najdražjimi skupaj in ta je najlepš, ne? Čeprav, ampak to je zelo čudno, ne? Ker pa hkrati pa zelo rad nastopam, ne? Mislim, moj poklic je tak, da hočem biti kar naprej na odru, ne? To se pravi, to je nekaj zelo čudnega, ne? Jaz ne znam čisto dobro razložiti, kaj je s tem. Jaz sem, mislim, slava, na to nisem nikoli tako gledal, da bi to nekaj bilo, jaz vse tiste nagrade in tako naprej, jaz zmeri grem s takim strahom na to Bošnikovo srečanje, ne? Da sem res, mislim, imam tremo kot takrat, ker sem bil pač še na akademiji, ne, isto mi je. Zaradi tega človek ni nič na boljšem. Pri nas se je treba neprenehoma dokazovati. In tako kot v Srbiji, ne, recimo poznajem par kolegov, da imajo eno drugo in sicer krasno lastnost, če je enkrat eno dobro stvar naredil, en igralec, ne, ga tolerirajo do nadaljnega. In je zmeraj tisti, ki je enkrat naredil nekaj dobrega. Pri nas moš pa prideš z eno dobro stvarjo, ne, in te naslednjič še toliko bolj gledajo, aha, zdaj se bo pa spotaknil. In pol se ne spotakneš, in pol naslednjič spet, ne, in čakaš tiste kritike, vidiš, kje so zdaj tiste kritike in te, je pozabil, da si bil pred 14 dnevi super, danes si imel pa slab dan. In je tako privoščljivo, aha, smo ga najdeli, zdaj pa slab dan in ga hitro zašijemo, kolikor se le da v tem. Kdo to dela?
soigralci ali javni kritiki? Vsi smo tako navajeni, ne govorim zdaj samo kritiki. Vsi smo tako navajeni. Kako mi čakamo, da se bo enem nekaj zalomilo? Pozabimo v hipu, da je bilo prejšnji teden nekaj čudovitega. To tudi v osebnih odnosih in vsem tem, skozi se dajemo na preizkušnjo. In to je mogoče zaradi tega našega, te makete, v kateri živimo. Mislim, ta krasna težera je v bistvu ena maketa. Nobena pokrajina se ne razvije, ni svobode, nikamor ne gre. Pa vse skupaj je nekaj takega malega. In noter smo tudi v tem malem smo ribe, ki se želemo med sabo. Ne moremo ven, ne znamo ven, strah nas je, ne gremo niti do Graca, si ne upamo, kamo li do Dunaja, Ne, samo si Igor, ti nisi nikoli snemal reklam, mnogi tvoji kolegi so vidni, recimo, v nekih drugih medijih. Tudi nisi, ko sem gledala naš arhiv, pa ne bom rekla, da ravno merodajno, je kar, relativno malo intervjujejo. Recimo, tvoja mapica je silno tanka pri nas, Imamo kolegi, ne bom povedala, tvoji kolegi nekateri imajo kubike, recimo, Ja, vas ne zanimam. Smo mediji? Mislim, da ne, jaz mislim, da tudi sodi v ta nek tvoj resnejši, Nikoli se nisem ponujal za kakšne take stvari. Je pa res, da moram reči, da če vzameš svoje izhodišče kot to, da hočeš biti umetnik, hočeš delati umetnost. Zdaj, če vzamem gledališče, kot tam, ker jaz delam, ali pa tisti, kar poskušam delati, vzamem, da je to neke vrste umetnina. Jaz si vzamem to kot izhodišče in to pač poskušam delati. Nočem se drugje trošiti, nočem te umetnini nekaj vzeti, ker jo naredim. Če bom šel, recimo, delati reklamo za čigumije, mislim, kakšen bo pa potem, recimo, tantal. S čigumiji ali kaj. Mislim, to nekako ne gre skupaj, meni ne gre, mislim. Kakšni kolegi to počnejo z lahkoto. Tudi v drugih teatrih ni, mislim, v drugih predstavah ni, Ne, špasja meni, Pa še tudi na Zofah, recimo Marijovih, ali pa ne vem, recimo nisi... Da sem bil na Marijo, to sem to bil. Pa nisi zelo pogost gost. Ne, pa tudi nisem bil tako zelo glasen gost, da bi se me opazilo. Pa tudi družabno kroniških, recimo teh nekih albumih po teh trivialnih medijih, tudi nisi zelo pogost gost, Je pa tudi vseeno en catch, ker vendarle pa mogoče si nekje, se spomnim si nekje kolego Urošu, v enem luštne epistovi si razlagal, zakaj recimo te dolga leta nismo videli na filmu, pa bi te mogoče lahko, imel si strašno debli, Vobi me nežno Boštjana Hladnika kot študent, se pravi si sodeloval kar pri pomembnem filmu, potem pa ne vem, če gledava, do instalacije ljubezni, ali pa ne vem, do Hajmaka in Marmelade, do Đurata, ker si bil tisti znameniti sosed Miha, ni bilo nekih, Zdaj pa se mi zdi v zadnjem obdobju, pa so kar navalili na te, bi rekel človek, Igor Štef, pa vse te, recimo, kar veliko. Pri nas je zelo čudno tole, sploh ta filmska scena. Vmes je bilo eno obdobje, ki so rekli, te igralci, gledališki igralci ne znajo igrati. In so tako vsi to en reče in pa pade ena moda in imajo kar same naturščike vzamejo. In pa rajši naturščika gledajo v 5 filmih, kot da bi enega, ne vem, iz drame, recimo mene gledali v 5 filmih. Tako da tiste mi je zdelo zmeri malo čudno, kako se te naši filmarji odločajo. Zdaj pa zgleda neka druga moda. Je pa tudi resnica, ker pri nas dobiš nagrado, pa si mrzl za 8 let. Mislim, za tega takrat vsi rečejo, aha, se zdaj pa že ima, zdaj pa ga damo na stran. In potem pa spet pride en pa reče, kaj pa ta samo vloži toliko časa ni. Samo tudi je lahko Stojan Oporeka, imamo 500 nagrad. Stojan, ko smo bili na tvoji razstavi v Novem mestu, to je bilo tudi v okviru FKR, če se ne motim, pa organizirala je to razstavo Umetniško društvo Stara Steklarska, mimogrede. Naj še to povem, smo se pogovarjali o tvojem priimku, predvsem zato, ker ga tista napovedovalka te otvoritve kar naprej napačno naglaševala in potem smo ugotavljali, pravzaprav, odkot bi lahko, oziroma ti si ugotavljal, odkot
odkot pravzaprav bi lahko tvoje ime Campbell prišlo. Mogoče bi povedal, če že gremo po sledeh, če smo že končali tam okrog 60 pa 70 let, bi še šli malo nazaj, odkot je pravzaprav tvoj oče, pa odkot je tvoja mama? Ja, zdaj, oče je z Kozjaka, to je zdajšnja avstrijska meja. Mislim, zdaj tu še ena anekdota. Prvič pa je ker sem bil na njegovem domu, tam, ko je on odraščal 61. leta, ko je bila prva konferenca neodvisnih Jugoslavije. In takrat je bila meja... Neodvrženih. Takrat je bila meja izredno zastražena. Ampak ker smo pri vsaki hiši imeli sorodnike, so nas nekako pustili. Uradno ne bi smeli hoditi, ampak potem smo ugotovili, ker smo tam prespala, da so naja 2 dni stražili. 100 metrov od hiše, 2 graničarja skozi. In sorodniki so dejansko tudi na avstrijski strani, ker zdaj oče je bil nezakonski otrok. Ko je mama umrla, je njegov oče ga vzel k svoji hiši. In tam je gor. Mama je pa iz Ljubljane. Kot učiteljica, oba sta rojena v 19. stoletju, ata je 12. leta maturiral moško učiteljišče v Mariboru, mama pa 16. v Ljubljani. In ni to bila nikjer služila kot... Zanimivo je, da se tvoje ime pojavlja v mađarščini, nemščini in slovenščini. Ja, ko smo recimo Inge Morat razstavo prirejali, prvič razstava v Gracu, je tam k meni prišel en urednik radija iz Dunaja, pa mi je dal vizitko, on je čist Kerbler, ker obstaja tudi Kerbler. In on je rekel za sebe, da izbira iz mađarščine. Jaz sem enkrat čist na začetku in po internetu gledal, pa sem našel okrog 1900, da bil na Dunaju en fotograf Kerbler. Vem pa, da so na Dunaju ena oblikovalka je, se pa zdaj že v Sloveniji pojavlja ene, zdaj mislim, da pri fotoreviji je ena ženska, ampak to je vse tu tu gor z tega dela, kjer oče izbira. Ko govoriva o tvojem očetu, bi rad povedal naslednje. Oče se na tvoji umetniški fotografiji velikokrat pojavlja. Sorazmerno velikokrat. Mama, ki ti je podarila fotoaparat, a skoraj da, jaz si nisem zasledil v umetniški fotografiji. Ni hotela ali je... Ni se dala slikati, ne, njo sem mnogo krog prnest, oziroma ni bila sproščena, to je reakcija... Te ni potem tudi zanimalo zaradi tega? Ne, to je čisto poskušal, to je samo za družitska. Mogoče je en kolorit, pa ena slika, ki sem jo zdaj pred kratkim naredil, je pa z 61. leta, ampak nikdar nisem njega razstavljal družino, očeta pa ne. Večkrat. Novembra 2010 je bila tvoja razstava, oziroma v sklopu neke večje razstave v Louvru, v Parizu, si tudi ti nastopal, poleg 3-4 Slovencev, pa vseh teh mađarskih, Kertész, pa še ostali. In iz Pariza so prispele novice, da so te razglasili za slovenskega oziroma za vzhodnoevropskega Bressona. Ta Bresson je genialen fotograf, ampak ne bomo govorili o tem, ampak me predvsem zanima to, kar sem zasledil, da je tvojo mapo, fotografsko mapo, pograbil en znan, ugleden londonski galerist Erich Frank, se piše in me zanima, kaj je bilo v tej mapi. Vem, da so bile fotografije. Haložani, ja. Kak si reagiral na to? Si to hitro zvedel ali si to... Ne, vse ti prireditve, to, kar je bilo v Parizu, to je dejansko v Parizu vsako leto največji svetovni sejem. Fotografije traja samo 3 dni, tam lahko razstavljajo samo galeristi, to se pravi prvi filter je galerist. Potem galerista prepustijo ali pa ne prepustijo, kljub temu, da sam plača stroške, ne. Potem pa še, ko ga enkrat prepustijo, mu še pogledajo, koga bo razstavljal tam. On lahko ima napisano, to te zastopa, koga bo pa predstavil. In mene so prvič 2010, čeprav je bilo mišljeno, mlajše fotografe so tudi mene sprijeli, ne. Mislim, vzeli zraven. In takrat je hec, to, ki si rekel, slovenski Bresson, da so to Francozi napisali, ker to je izredno težko povejo, mislim, za nekoga drugega. Ampak
izgleda, da je bilo za njih odkritje ta fotografija, ta spuščenost, ta čas, to. Je pa še nekaj, ne? Da najbrž se na moji fotografiji čuti prostor, ki je nastal, ker namreč fotografu je izredno težko, pravzaprav nek svoj jezik je prepoznavn. To na moji fotografiji to je, mislim, zato ker pravim široki kot, zato ker gledajo direktno v mene, zato ker je oseba del prostora in imam jaz nek izraz, nek svoj jezik in to je pravzaprav tisto, kar je izredno važno in prepoznajo tudi, da rečem, neko širšo to vzhodno pokrajino. Ne? S tem pa, da ta jezik je lahko tak, da tudi nekdo tuj ga, mislim, asociira na svojo mladost, ne? Sej še ni dolgo, ker smo si iz Medna prišli. Ne? Sej. Tvoja dobra poznavalka fotografije je doktorica Marjeta Ciglenečki, ki izjemno dobro, lucidno piše o tebi. Ona je na nek način, ko bere njene zapise, vedno opozarja ne z ne vem kakšno močjo, ampak opozarja na neko socialno noto tega tvojega miljeja in teh tvojih ljudi. Ti sicer temu praviš, da te toliko ta socialna plat teh ljudi ne zanima. Tebe nekaj povsem drugega zanima. Povej, kaj je to? Meta ne zagovarja, ona vedno ravno to reče, kaj sem kar bom zdaj povedal, ne, jaz sem takrat sem poznal knjigo Siti in lačni Slovenci. To je Večer, 7 dni pa Mladina, izdala 69. leta. Tem pa Žižgeč. Ne vem, Siti in lačni, to je knjiga, taka noco fotografije. Oprema, takrat smo Slovenci hteli v Slaviji pokazati, da imamo tudi nerazvita področja in da bi radi nekaj denarja, da bi tu ostalo. Francej Forstenič je bil. Ja, ampak v bistvu, jaz sem noter videl fotografije od Drageša, Stojka, Pijančke, bolnike, take kritične osebe, ne? In jaz sem takrat, to je ena redkih zavest, rekel, jaz ne bom slikal, iskal v Halozah Pijančke, pa to se to lepo slikam tudi vitah, ne? Se pravi, jaz bom šel v Haloze slikati življenje takšno, kot je. Treba vedeti, da jaz sem prej Haložane slikal v mesto, ko so na sem prihajali in pa takrat me je mislim, ta kamen, to me je motlo, čeprav se reči, tisti pa slika bolj blizu. In potem sem prišel na široki kot, pa z avtom in sem se začel v Haloze voziti in sem tu, zdaj sem se malo zgubil, ne vem, kaj smo... V teh socialnih zlatih Ja, in da sem jaz praktično potem iskal življenje tako... Kot je, ampak zdaj... Si celo spostavil stik s temi ljudmi? Ja, zakaj v Halozah? V Haloze so pač bile odmaknjene, ni bilo asfalta, na eni strani se je zapirala hrvaška meja, tudi tam prek meje nimajo dobrega vina, ne, se pravi, da je neka druga konfiguracija, je čez mejo in je pravzaprav tu svet bolj dolgo ostal takšen, vse prej smo pa vsi tak živeli, ne, samo nekje se prej spremenilo, nekje kasneje. Jaz sem prišel ravno v tisti trenutek, ki se